Ja, preverjeno. Ta avto zna tudi leteti. Ok, prešaltimo na naslednji dan. Včeraj je bil urnik tako nabit, tudi približno ni bilo dosti časa, da bi se avto umeril nekje po svetu. Zdaj imam pa, preden se odpeljemo od cajta, glihene pol ure, da povem, kaj vse smo zvedeli tudi na tiskovni konferenci, kaj Rangerja Raptorja dela drugačnega od navadnega Rangerja. Pa dajmo tako ponovadi začeti z osnovo. V osnovi je Ranger najboljš prodajan pick-up v Evropi. In ena stvar moram že čisto takoj priznati. A veš, tale Ranger Raptor se na navadni cesti sploh ne pele toliko zelo drugače od navadnega Rangerja. Ajde, zdi se mi, da je malo bolj natančen pri vseh teh informacijah, ki pride do voznika, ki ti mora povedati, kaj se dogaja pod kolesi. Stari, ki pa ceste zmanjka. To je čist drug avto. A veš, Raptor je bil narejen tako, da lahko prenese najhujše vrste zlorab. Tudi skoke. Ampak Ford poudarja, da ta avto zmore po off-roadu pelati tudi zelo hiter. En podatek so nam recimo zaupali, so rekli, nismo hoteli stvari prepuščati na ključu, pa smo ga testirali na off-roadu tudi pri hitrostih do 175 km/h. A veš, podvozje tega avta je na hard ojačano, predvsem pa osnova prihaja iz dirkaških vod. Tukaj za mano recimo zadnja prema, pozabiti na kakšne listnate vzmeti, za fedre za vzmetenje, za blaženje so poskrbeli pri Foxu in v osnovi gre tukaj za dirkaško vzmetenje. Mislim, da se tukaj vidi še boljš. Evo ga, mojstra. Pa ne samo to, upoštevaj tudi to, da so kolesa za 15 cm bolj narazen, kot pri navadnem Rangerju. Pa upoštevaj to, da se avto že v osnovi pele tudi 5 cm višji, pa sposoben je brodati po 85 cm globoki vodi. In te Foxovi blažilniki so res pripravljeni na najhujš. Mislim, hod sprednjega vzmetenja je za 32% večji, kot pri navadnem Rangerju. Zadnji mislim, da je ta številka 18%. A ni besedno, daj ga poglej. Ali pa žlajfe, stari sprednja zavorna koluta sta 332 mm. Pa ko govorimo o primeru, te dva zadnji nista čist nič manjša. Da ne govorimo o gumah. Te gume so off-road. Le se ti je vse jasno, ko pogledaš že sam lamele. Stari, pa poglej, kako so mehke. In pol, ko začneš vse skupaj metati na kup, stari, geometrija podvozja, Foxova dirkaška tehnika, off-road gume, ki so, naredijo vso razliko, pol šele dobro razumeš, zakaj se ta avto na cesti, ma ne na cesti, na off-roadu obnaša tako, kot se. A ja, pa to ne vem, če sem že povedal, od tal je oddaljen 28 cm, kar pomeni 5 cm več kot navaden Ranger, pa tale zaščita je bistveno bolj zmogljiva, 2,3 mm jeklena plata, ki varuje motor pa vse vitalne dele. Moraš kar orenk prbiti v neki, da bi tole skrival, predvsem pa, da bi kaj uničil, ne? To je za 60% debelejš kot pri navadnem Rangerju. Jaz bi po mojem vlog lahko naredil sem tukaj, spodaj, pod avtom, bi govoril samo podvozju. Pri Fordu so precej ponosni predvsem na eno stvar. Ja, Ranger zna mrskem preplezati, ampak ni ga pa pick-upa, ki bi se lahko po off-roadu pelil toliko hitro. Hitrost je tokrat pogosto omenjena. Nam se je to fajn zdelo, predvsem včeraj, ko so rekli, you can go faster than that. Pa veš, po kakšni podlagi smo se pelali. Po voznih programih sem že včeraj nekaj govoril, veš, kjer so na voljo. Lej, normal, sport, grass, gravel, snow, pa mud and sand, ampak tisti, ki se mi pa zdi najbolj fin, to je pa tale, Baja mode. Ne vem, no, jaz bi temu programu rekel rajš kar beast mode. Je bolj primeren bi. Tukaj se pa traction control malo optimizira, ostali stabilizacijski programi so izklopljeni, ti pa vse, kar moraš narediti, je probati znati iz tega avta iztisniti to, kar zna. Pa s tem tudi svoje talente postaviš na resen preizkus. Ja, zdaj te pa že malo motor zanima? Ne, ni velik ameriški V8, je 2-litrski dizel. Nič več. Je pa tudi biturbo, razvije 213 konjev, pa 500 Nm navora. So pa malo razložili tudi, kako so te turbine matrali. Čez kakšen preizkus je moral iti ta motor, preden se je znašel tukaj noter. Pazi zdaj, turbine so zalaufali na Iberture, da so bile žareče rdeče in so jih tako pustili laufati 200 ur. Stari, to je 8 dni. 8 dni. Pospeški do 100 po drugi strani niso nič izjemnega, 8-9 ima do 100, ampak point tega avtomobila ni toliko pospeševanje kot v tem, kaj ti da podvozje. Pa mogoče še en zanimiv podatek. Vidiš tole zanko, pa tole zanko, obremeniš jih lahko s 4,5 ton, zadnje dve pa s 2,5 ton. Oblikovni navdih, to si pa verjetno že opazil, išče pa v originalu, to se pravi v Fordu F-150 Raptor. Je res, da velikost tega Ford napisa ni enaka kot pri pošastnem kolegu bratrancu iz Amerike, je pa predvsem, kad takole blizu prideš vsem kar dosti tako
in your face. A ja, pa valjda že pri vhodu v kabino vidiš, ne, da je robustnost postavljena v prvi plan. Kako se že temu materialu reče? V glavnem feeling, ki stopiš na tole. Stari, če ti pa tukaj gor uspe zdrsniti ali pa faliti tole stopnico, ki greš v avto, dobiš pa gajbo pera, prav. Valjda so poskrbeli tudi za estetske dodatke, vse skupaj, če vprašaš mene, zgleda mega cool. A vidiš, tukaj na pragu so se pohvalili, kdo ga je naredil, Ford Performance oddelek, o tem sem že govoril. Kabina je pa, to moram pa poudariti, razmeroma zadržana. Ja, sedeži so športni, dobro te držijo na mestu, gor piše Raptor, ampak vse ostalo. Ni nekih hudih posebnih dodatkov, ki bi ga razlikovali od navadnega Rangerja, ajde volan, to je pa res. Debel, mesnat, super sede v roko, tukaj spodaj piše Raptor, da se ne bi slučajno zmotil, zgoraj je rdeča oznaka, predvsem za takrat, ko peleš hiter, da veš točen, kam so v danem trenutku obrnjena kolesa. Pa tale grafika na merilnikih je mečken drugačna, to je tudi res. No in v osnovi pa zelo na grobo je to, kar se tiče Raptorja. Ja, ta avto prihaja v Slovenijo, mislim, da Ford že nabira prva naročila, za ceno še nisem ziher. Če sem jo vmes zvedel, sem jo zdajle napisal točno semle. Enač, zdaj nas čaka pa še ne par ur orenk vožnje, tako da najbolj, da grem. Saša ziher že čaka. Kaj pa danes? Skok! Ufi, kam greš? Hej, alo! Mogoče pred temi bežem. Sam, da smo šla z asfalta dol, sva se midva zbudila, avto je vesel ratu. Sam zgleda dober, ne? Kaj preleti v krokovinka. Vse kadi. Zdaj pa ono dočerje, nima dol padla, stari. Spet plaža, spet čas za zabavo. Jerač, skok sva najdla. Občinstvo malo tudi. Kako si pristal? Shit. Daj bom še eno probo naredil. Ja, preverjeno. Ta avto zna tudi leteti. A veš, kako podvozje poje vse skupaj? Kaj da ni nič. Greš v luft, pristaneš, kaj da bi na putrčku pristal. Ej, stop. Kaj pa če vzame enega z publike? Avto, no. Ja, daj. Na skok. Ja. You want to go inside? Come inside. Here. Ready? Okay, let's go. Good? Wow. Let's see. No problem. Right. To the left, to the White House. Okay, This no is the exit problem. of the beach. Thank you. Ker da nisva minuto nazaj skakala. Ja, vse okej. Umirano, aha, okej, po pesku, a ne, ja, v redu. Aha, mava vklopljen, ja, v redu. This is the last bit of off-road. To drive this, we will be using for hike and Baja mode. Okej. O, stari, kako dober je. Ej, a si malo od peska? Ej, na sedežu ga je tudi malo. Ford od 1 do 10, ocena za predstavitev 20. Ja. Stari, pazi kam. Želva je bila. Greva makati. O, Henrik, zdravo. Eno dobro delo na dan.